Kri na podboju vrat, glasen prepir, osumljenec, ki so ga videli s preprogo v rokah. In na koncu truplo v kovčku najdeno v gozdu. Slovenska in avstrijska policija sta razkrili podrobnosti, kako sta stopili na prste Slovencu, osumljenemu umora nekdanjega dekleta. Osumljeni se je po večurnem zaslišanju zlomil in dejanje priznal ter povedal, kje se Štefani nahaja. Več Jana Ujčič. Prijateljica 31-letne ženske je v nedeljo okoli 6:30 zvečer obvestila policijo, da ta popoldan ni prišla na dogovorjen sestanek, da je ni nikjer. Policijska patrulja je odšla na njen dom, tam je vrata odprl njen nekdanji partner, ki je dejal, da ne ve, kje je in da je prišel do psa, ki ga je občasno pazil. Policisti so takrat v stanovanju sicer opazili majhne krvne madeže na podboju vrat. Andere Umstände, die vorerst auf ein Gewaltverbrechen hätten schließen können, konnten nicht festgestellt werden. Trotzdem wurde betreffend der Blutspur ein Spurensicherungsbeamter hinzugezogen und die weitere Wohnung wurde dahingehend auch durchsucht. Beim Verlassen des Hauses mit einer Art Plane oder Teppich auf dem Schulter beobachtet hatte. Der Tatverdächtige konnte aber von der Polizei nicht mehr erreicht werden. V ponedeljek ga je v Šentilju prijela slovenska policija, bil je ob svojem gorečem vozilu. Ugotovljeno je bilo, da je osumljeni na parkirnem prostoru notranjost vozila polil z vnetljivo tekočino in zanetil požar, s čimer je nameraval uničiti sledove kaznivega dejanja. Za pogrešano žensko je stekla obsežna iskalna akcija. V petek so osumljenega izročili Avstriji, po večurnem zaslišanju je priznal in dejal, da je truplo stlačil v kovček, ki ga je na zadnjih sedežih avtomobila peljal v Slovenijo, več kot uro vožnje stran v gozd pri Majšperku. Na podlagi izmenjave informacij ter predvsem odličnega sodelovanja z avstrijskimi kolegi smo včeraj v okolici Majšperka našli v gozdu zakopan kovček, v njem pa žensko truplo, za katero je bilo ugotovljeno, da gre za pogrešano avstrijsko državljanko.